Včerajšnjo poročilo Evropske komisije nedvomno potrjuje, da je stranka SDS skozi celotni mandat vlade Alenke Bratušek opozarjala na prave stvari. Kajti dejstvo je, da včerajšnjo poročilo Evropske komisije Slovenija opozarja na 8 točkah in vseh teh 8 točk skozi celotni mandat vlade Alenke Bratušek je argumentirano in seveda tudi z predlogi, kaj bi se moralo storiti, opozarjala tudi Slovenska demokratska stranka. Posebej bi poudaril predvsem zaskrbljenost glede stanja v bankah. Dejstvo je, da je Slovenija edina izmed tranzicijskih držav, ki je že v drugo sanirala bančni sistem na račun davkoplačevalcev in da dejansko decembra 2013 se je naredilo samo to, da se je v banke ulil denar davkoplačevalski, v največje dve slovenski banki, NLB in NKBM, približno 3 milijarde evrov. Celotna sanacija bančnega sistema bo pa Slovenija stala malo manj kot 6 milijard evrov. Pri tem je poudariti, da se ni zgodila nobena razrešitev, ni bil ponujen noben izmed odstopov, da dejansko vlada oziroma ministrstvo za finance niso zastavili jasnih ciljev, kaj se sedaj po sanaciji bančnega sistema pričakuje, niso bili zastavljeni cilji, ali bomo davkoplačevalci na kakšen način dobili ta denar nazaj, predvsem pa niso bili sprejeti 3 ukrepe oziroma določeni 3 cilji, to pomeni izboljšanje vodenja in pa izboljšanje nadzora bančnega sistema. V Slovenski demokratski stranki smo pričakovali, da se bodo temu odzvale vsaj banke in da bodo začele normalno kreditirati podjetja, predvsem pa glede na izjave predsednice vlade Alenke Bratušek, da so slovenske banke sedaj ena izmed najbolj zdravih bank v Evropi, smo pričakovali, da se bo uredilo vse to, kar slovenske podjetja potrebujejo, in sicer, da se bo njihova kratka zadolženost prelongirala v dolgoročno zadolženost. To osebno meni, da bi bil en izmed prvih ukrepov, ki ga bi banke morali narediti, do danes tega niso naredili. Nedvomno poleg poročila Evropske komisije alarmantno stanje v Sloveniji izkazuje še poročilo Švicarskega ekonomskega inštituta, ki govori o tem, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti na 55. mesto od 60 držav. Pri tem je potrebno poudariti, da ob koncu mandata vlade Janeza Janše v letu 2008 je Slovenija bila na 32. mesto, za prihodom Boruta Pahorja pa Alenke Bratušek je Slovenija padla na 55. mesto. Še bolj zaskrbljujoče je poročilo, ki je bilo izdano o priložnostih tujih investicij. Tu je Slovenija na globokem 90. mestu, pred nami so dejansko vse države iz regije, področja jugovzhodne Evrope. Pričakujem, da se bo to poročilo vzelo resno in da bo Slovenija končno pristopila k korakom, ki so potrebni, da bo Slovenija, začela nastopati konkurenčno, predvsem, da bomo zagnali gospodarstvo. In osebno ocenjujem, da program Slovenske demokratske stranke vsebuje vse tisto, na kar je Evropska komisija opozorila, in v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bi vse te aktivnosti morali narejene biti že veliko prej in da lahko pridemo do zaključka, da vlada Alenke Bratušek ni izpolnila svoje naloge.